večer vsem skupaj. Med nami ponovno lepo pozdravljam profesorja Boštjana Marka Turka. Lepo pozdravljam. Profesor Boštjan M. Turk nam bo danes predstavil svojo najnovejšo knjigo Jetniki svobode. Knjigo je Boštjan posvetil spominu na vse, ki so svoje življenje darovali za slovensko samostojnost. Kot boste videli v nadaljevanju, se avtor posveti obširni razlagi poti naroda na poti samostojne države in preprekam, ki so sledile in še vedno obremenjujejo našo pot do resnične demokracije in svobode slehernika. Ustanovitev Osvobodilne fronte, ki je zgodovinsko nikoli ni bilo kot take, in dejanje po njej nam daje premnoge razlage za čas, v katerem živimo. Vse, kar so nam povedali, je resnica obrnjena na glavo. Že sama kratica OF v resnici pomeni obrnjena funkcija. Po njih delih jih boste spoznali. Simbol komunistov, srp in kladivo, ne mislite, da je prvi simbol kmeta in drugi simbol delavca. Pravi odgovor je v poznavanju njihovih del, skozi zgodovino. Poželi bomo vaše sadove, vas pa potolkli. Ja, prav ste slišali. Poželi bomo vaše sadove, vas pa potolkli. Besede zadnjega predsednika Zveze komunistov na dan razglasitve samostojne države. Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan, bi bili lahko všečne, če ne bi poznali ozadja. Imamo svojo državo, ki je spomenik trajnejši od brona, kot pravi avtor knjige. A želja nostalgikov jugodržave, da se nam sanje ne uresničijo, se kaže skozi današnjo oblast, ki preko Čebin, preprečevanju pokopa umorjenih, do ukinitve muzeja slovenske osamosvojitve, panično plenijo vaš denar v želji povrniti neke druge mračne čase. Nad nami je torej odgovornost, da jo bomo ohranili v žaru njene mladostne moči, kot pravi avtor knjige. Pa da ne bom predolg, bom mikrofon predal našemu nocojšnjemu gostu in ga za začetek vprašal, zakaj se je odločil, da knjigo posveča vsem, ki so umrli za samostojno državo Slovenijo. Lepa hvala za te, bi rekel, spodbudne besede, tudi humorne na nek način. Zakaj sem se to odločil? Nekako je to logika knjige sama, med temu. Zdaj pa ne vem, bila prej ta ideja, bila prej ideja o knjige, bila prej ideja o tem, da posvetim, kot sem napisal na začetku, knjigo posvečam spominu vseh, ki so v vojni za slovensko samostojnost darovali svoja življenja. Ne vem, mogoče me boste vi popravil, oziroma kdo v dvorani, ampak jaz mislim, kar je seveda izredno slabo. Jaz mislim, da je moja knjiga prva, ki je posvečena padlim v vojni za Slovenijo. Kako po 31-32 letih samostojne države, založb, Mladinska knjiga, Cankarjeva založba, Obzorja Maribor, Beletrina, ne vem, ni nihče prišel na to misel, da bi posvetil knjigo spominu tisti, ki so za našo samostojnost dali pač največ. Ampak ta knjiga mi je tako zrasla nekako iz bi rekel, te predstave, in recimo, če se lahko na gospoda Leskovca tu nazaj navežem, o Milanu Kučanu, torej zadnji stavek uvoda, preberite uvod, ker uvod je povzetek knjige, vedno tako napišem, je takole glasi, Republika Slovenija v polnem pomenu besede, torej kot država slovenskega naroda, utemeljena na tržnem gospodarstvu ter prosti ekonomski pobudi njenih državljanov, hkrati pa zazrta v bogato kulturno tradicijo slovenstva, vsem bistvenem pa z ustavnim zakonom 25.6.91 ločena od nekdanje SFRJ, pač nikoli ni bila intimna opcija novega razreda, Kučana in njegovih. To preprosto ni bil in tudi nikoli ne bo njihov svet. Zato je pa to naš svet. Države ne damo,
Boj bo sicer težak, ampak korajža velja. Od 25. junija 1991 je zmagovalec namreč samo eden, Republika Slovenija, Bog jo živi. In z tega premisleka se mi je rodila ta knjiga, nek močan udarc in impuls je bila postavitev te kvake, kljuke ali pa polomljene stranične deske v obliki mekega Č, s katerim so ob 30-letnici izbrisa proslavljali nekaj, kar se sploh ne proslavlja, ker je pač vredno vse obtožbe in obsodbe. Če so ljudje izbrisani, so pač vsi vemo tisti, ki so računali, da bo Milošević zmagal v vojni na območju bivše Jugoslavije, da bo Slovenija padla in da jih ne bojo potem za, bi rekel, terjali za potrošek. Halo, a zdaj ste pa sprejeli slovensko državljanstvo, A potem, ko so videli, da z Miloševićem ne bo nič, da je Hrvaška se postavila na noge, da med Slovenijo in Srbijo zdaj nepreklicno stoji Hrvaška, so videli, da so se malo uračunali in potem so zagnali vik in krik, da so jih izbrisali, in zdaj imajo pa spomenike. Sem rekel, vi kar postavljate spomenike, kot pravim v knjigi, bom še to prebral, tole sem mal, to je z prvo poglavje, Republika Slovenija, spomenik trajnejši od brona, takole sem napisal. To je naslednja ugotovitev. Obstaja spomenik, ki je trajnejši od brona, če upoštevamo znameniti vers rimskega pesnika Horacija. V primerjavi z njim je vse, kar je razpostavljeno v središču prestolnice, stara šara. Tega spomenika ne bi zasenčilo niti 1000 krjavljastih skulptur, katerih glava se zazira v sredo zadnje plati. Če ta meki Č, pogledate tako, vidite, da glava gleda direktno v ta zadnjo, v ta sredo, tako Č, In to je zdaj spomenik, Tako se jaz malo naučujem iz tega, in pravim, takoj, samo malo. Tole prvo poglavje, takoj. Se pravi, 1000 krjavljastih skulptur, katerih glava se zazira v sredo zadnje plati, črka Č. Njihovo razmeščanje pa je krik poslednje mode. Ob 30-letnici tako imenovanega suspenza onih, ki so imeli Miloševića raje kot dežela na sončni strani Alp, se oblasti v Ljubljani, uglašene z Gregorčičevo, sedežem vlade RS, namreč tudi na vso moč oznamovati nekaj, kar bi po svoji sramoti sodilo v pozabo. In potem pravim, eno polomljeno preklo so že postavili pred nekdanjim zbirališčem narkomanov, to je tovarna Rok, s prakso nameravajo bojda nalevati po drugih središčih dežele. Taki pač so. Vendar vsi kupi brona, podprti z ofenzivo mekega Č, niso nič v primerjavi z najpomembnejšim pomnikom. Ta je kot Bog v stvarstvu, prisoten povsod, otipljiv, razviden nikjer. Govorimo o najvišjem obeležju, o tistem, ki nosi ime Republika Slovenija. Postavljeno je bilo 25. junija 1991, obranjeno v junijski vojni in svetu razkrito 15. januarja 92. leta. Ta spomenik je nesnovne narave in je zaradi tega neminljiv. Ne njega, ne misli nam ni mogoče ukiniti, nekako drugače zabrisati. Njegova podoba je na naslovnici pričujoče knjige. Predstavljajo slika Franceta Kralja. To je tole, To je to. Predstavljajo se imate gor, in še lepše etniki svobode, slika Franceta Kralja. Predstavljajo slika Franceta Kralja. Oznanjenje namreč pomeni rojstvo iz besede. Slovenska država je dobesedno rojena iz nje, kot izprečujemo na toliko in toliko mestih etnikov svobode. Domača skupnost je lastno politično identiteto gradila in ohranjala skozi črke, najprej pisane, potem tiskane. Prva slovenska besedila v karolinški minuskuli, to so družinski spomeniki. Truban, Prešeren, Cankar, Župančič in naposled Edvard Kozberg ter Boris Pahor, če se omejimo na najbolj izstopajoče, so mejniki na poti zorene do životvorne ideje. Odločilen impuls je prispevala 57. številka Nove revije, v kateri so bili objavljeni prispevki za slovenski nacionalni program. Tu je izstopal zapis Jožeta Pučnika, velikega oporečnika besede. Njegov članek Politični sistem civilne družbe je odkrito spregovoril o možnostih oblikovanja neodvisne politične skupnosti. Pučnik je v letih, ki so sledila, tudi postal odločilna osebnost pri njenem uveljavljanju. In potem pravi naprej, Logos je spočel republiko, če uporabimo nekoliko bolj zanesen jezik.
Ako je nekaj rojeno, se tega ne da več udušiti. Beseda je meso postala, tisto, kar se je naznanilo v brižinskih spomenikih, se je utelesilo v samostojni državi. Ta je postala tudi član najpomembnejših alians na planetu, gospodarske EU, evroobmočje in varnostne NATO. Slovenija je naredila neverjeten korak, če jo primerjamo s tem, kar je bila še dobra 30 letja nazaj, obubožana provinca umirajoče SFRJ, nekje na robu razvitega sveta. Besedi, ki se je utelesila v mesu, so stregli po življenju od rojstva naprej. O tem govorijo evangeliji. In Slovenijo ni nič drugače. Rojena v vojni je obranila svojo samostojnost. Mnogi so zato žrtvovali največ, kar so imeli, svoje življenje. Njim je posvečena pričujoča knjiga. Zaradi njihove predanosti je lahko 25. oktobra 91. leta z našega ozemlja odšel zadnji pripadnik JLA. Slovenija je bila prvič v zgodovini samostojna, brez pete, tujega škorna na lastnih tleh. A polaščati so se začele sile, ki si njenega rojstva niso nikoli želele in so ga tudi na vse načine ovirale. Te čislajo prvine nekdanje države, čeprav ni tam ničesar, kar bi bilo vedno zgolj priznavati, kaj šele posdigovati. Kar je spomina vrednega ostalo od nje, se oblikovalo kot zanikanje. To so oporečniki, njihova literatura, ki jo uporabljamo tudi v pričujoči knjigi. In gomile strašnih spominov, o katerih so se razgovorili in razpisali tisoči, tiste od žrtev pač, ki so jim sicer vzeli vse, a pustili življenje. Mnogi te sreče niso imeli. Se pravi, v tem, to je začetek uvoda, tudi nekako lahko strnil celoten lok te knjige, se pravi, zakaj je nastala, odgovoril na to vprašanje, pač ker take knjige ni. Zdaj, čist intimno, zakaj je nastala, jaz sem videl, bil sem zadnjič pri vas septembra, oktobra lansko leto, ko sem mi predstavljal Vojno za mir. Ta knjiga je popolnoma drugačna od tem. Govori o Zahodu pa Evropi, kaj je narobe. In potem sem to knjigo, ki se Vojna za mir, kot sem povedal, sam prevedel v francoščino in v hrvaščino. To mi je vzelo 10 mesecev dela, 12 ur na dan. In potem je knjiga išla v Zagrebu in je išla, zdaj bo išla v Parizu. Potem so jo prevedli v angleščino, do konca leta bo išla pri založbi Arctos, zelo ugledna založba, v angleškem jeziku. Vmes je išla, so jo moji kolegi prevedli v ukrajinščino, je šla na univerzi v Zaporižju, to je na liniji fronte, v ukrajinščini, to je tam, ki je ta velika nuklearna centrala, 6 blokov, kjer so Rusi. In sem si rekel, če je ta knjiga zbudila takšno pozornost po svetu, da založbe objavljajo, prevajajo in tako naprej, sem rekel, pa napišemo še nekaj, v čemer bomo razložili, zakaj v Sloveniji gre. Potem se je spet na naslednjem maratonu, knjiga ima spet milijon znakov, se na naslednjem maratonu se je rodila ta knjiga, maraton je trajal. Torej, idejo sem imel tudi za osnutke knjige, knjiga nastala, da imaš idejo, potem boš to del razčlen, potem se rodijo poglavja, potem poglavje spišeš, ko narediš okostje vsakega poglavja, potem vidiš, če okostje se prav zgornji del hrbtenice, srednji del hrbtenice, kolki in to paše skupaj. Če vidiš, da paše skupaj, greš na delo. Jaz sem tak greš na delo, to je 8 mesecev dela, zahvaljujoč moji ženi, ki pač je prevzela vse skrbi, da sem to potem napisal. To je šlo ravno kar. Tako kot sem imel to ogromno srečo, da sem se s tiskarno zmenil, tako rekoč pa z oblikovalko, da sem že prej takoj bo oblikovana, se pravi, da gre v tiskarno in potem 8 mesecev dela po 12 ur vsak dan, petek, svetek, sobota, nedelja, ponedeljek. Ampak mi absolutno ni žal, predvsem ker vidim odziv ljudi na to knjigo. Ta knjiga seveda je nastala iz enega temeljnega vprašanja. Vem pa, da to razvinjam njeno nit, tako kot je kolega Deskovc to že nakazal. Jaz sem se tam nekega temačnega, meglenega, decembrskega dne leta 2021 je nek popolnoma anonimen Robert Golob prišel v neko dvorano in rekel takole, in so ga že kamere priljene. V deželi vlada fašizem. Jaz pa bom ustanovil gibanje Svoboda in vas bom osvobodil.
Jaz sem pogledal, sem rekel, no, sem taj pa manj trčal. Sem rekel, kakšen fašizem pa vlada v državi. In potem se je še zapletal naprej, sem gledal, sem rekel, pa ta je res. Ker na televizijskih soočenjih je rekel, jaz bom davke vam zvišal, vse neto plače, ki jih je Janša razbremenil, da imate več, bom ukinil, boste imeli manj plače, ograjo na meji bom podaril, zato da bodo migranti hodili po podeželji prosto, in vas bom v svobode. Sem gledal, sem gledal proti ulici oči, sem rekel, sem tem psihopat, da take stvari govori, ker nobenih političnih, rekel, kandidatov, kjerkoli na zahodu, ne govori, da bo dvignil davke, to je tako rekel strelne v koleno v glavo, No, ta je govoril, da bo vse, kar je Janša naredil, se pravi, da je nam je zvišal neto plače, da bo to ukinil. Sveto to ne more iti. Pa je šlo. 400,000 ljudi je glasovalo za svobodo. To Logatci so vaši sosedje. Ne more biti drugače, ne se Logatci glasoval za svobodo. Je zmagala svoboda. No, torej, vaši sosedje, se pravi, to so najbližji ljudje, vi tukaj, ki prijete, zagotovo niste, vaši sosedje so glasovali in sem se potem vprašal, čakaj, kaj pa je v slovenskem narodu takega, da se tako odzove na magični besedi fašizem in vas bomo svobodo. Ali se je to že kdaj zgodilo v zgodovini? Pa sem ugotovil, seveda se je, tako imenovanega 26. oziroma 27. aprila, ki ga praznujemo kot dan upora proti okupatorju. Oziroma v starem režimu je bil to dan ustanovitve Osvobodilne fronte praznik, ne popravite, se prav spomnim. No, vidite, zdaj, in sem jaz rekel, zdaj pa pogledamo, kaj je s tem, In potem ta knjiga, detektivka, v tem, kar vam zdaj povedal, Sem nekaj vedel, da pač je to zelo vprašljivo, kaj bo 26. pa 27. aprila, Ampak nisem pa vedel, da je Miha Marinko, ki se ga vi gotovo spomnite, v svojih spominih, zakaj je to počel, ni jasno, ampak v svojih spominih leta 71 je napisal stvari, ki vam bom povedal. In jaz sem do tega prišel, ker sem poznal Franceta Miklavčiča, ki je bil skupaj z Viktorjem Blažičem zaprt, oba sta partizana, in Blažič in Miklavčič. In oba člana Osvobodilne fronte, in oba po vojni zaprta, zaradi tako imenovanega verbalnega delikta, ki to ni bilo. Tukaj so mene obsodili na 40-50 tisoč evrov smo plačali naša družina v enem letu, zaradi verbalnega delikta, ki to ni bil. Afera pa Taufer, pa Pirjev inspiracija. Tako da sem se zelo dobro, samo da jaz sem jo pač odnesel in me niso stregli po življenju, tako kot tema pa so jo zaprli. In tako kot je napisal Viktor Blažič, pravi zapor se začne šele, ko priješ iz ječe. In te nobene pozna, nobene službe ni, garjav si, kužen si, vsi se te izogibajo, na cesti, če te vidijo, če bi izdal knjigo in govoril, bi tu ne bilo nikogar, sploh ne bi bilo organizatorja, nobene luči, lahko bi govoril s temi. Pa če to ne bi upal, ker tudi s temi se me tega dušesa. In sem rekel, Francet Miklavčič sem ga poznal, je v časopisu Borisa Pahorja Zaliv, ki ga najdete v tako imenovanem D-fondu Luka, to je pač skrivni fond, kjer je bila imigrantska literatura in kjer je še danes. Časno niso spremenili. In je pod psevdonimom, jaz sem pa to poznal, psevdonim napisal, da je Miha Marinko v svojih spominih trdil, da ni bilo 26. oziroma 27. aprila nič ustanovljeno. Jaz sem to pogledal, sem nekaj čakal. Takoj seveda grem Miha Marinko gledati spomini, če je to res napisal, res Miha Marinko je napisal spomine naš Miha Marinko. In v teh spominih imate Miha Marinko, se pravi, on napiše, on polemizira z partijo, takrat je bil že, recimo, da je bil že nekoliko v letih, leta 71-72, in zelo radikalno in gorjupo polemizira s partijo, češ da 27. aprila pa res niso nič ustanovili. Samo malo to najdem.
ki sem si označil z rumeno, če ne bom našel takoj, pa bom to našel potem. Sem že našel. Miha Marinko. In sicer Miha Marinko torej v svojih spominih navaja to. Potovanja s Tonetom Tomšičem se spominjam zato, ker mi je služilo po vojni za dokaz na strani 199, drugo poglavje. Miha Marinko torej navaja, potovanja s Tonetom Tomšičem se spominjam zato, ker mi je služilo po vojni za dokaz, da 27. april ni točen datum ustanovitve OF. To pove en najvišje rangiranih partijcev, potem ko država leta 71 slavi že od leta 45 praznik Osvobodilne fronte. In jaz sem to našel, te spomine sem našel v Slovanski knjižnici. Sem šel vprašati, ker so te podatke izposoje, vsake knjige, da je bila ta knjiga zadnjič izposojena, pa sem rekel, da ni nobenih podatkov, da bi sploh bila izposojena. Jaz sem to prišel preko tajnega defonta, ker mi vnuku mi niso hotela dati to od Miklavčiča. Šele ker mi je eden od kolegov, bibliotekarjev, to na Šverc, moram imela, na Šverc omogočil, da sem to pogledal in sem potem to pogledal in sem to našel. In ta Miha Marinko leta 71 piše, da mu je služilo po vojni za dokaz, da 70 april točen datum odstuditve OF. Potovala smo v Zagreb konec aprila, med drugim tudi z namenom, da dava Kardelju in Titu potrditi besedilo proglasa za protiimperialistično fronto in dobiva od njiju morebitne pripombe. Besedilo proglasa smo napisali pri Luki Leskošku, ki je bil takrat sekretar Centralnega komiteja Slovenije. To je to, kar je bil Kučan na koncu. Ob pisanju se je pokazalo, da se Luka Kidrič Tone in jaz v nekih podrobnostih ne strinjamo. Paste, zdaj vemo na svet, 27. aprila ni bilo nič ustanovljeno. Miha Marinko, vemo, da so nesel takrat v Zagreb Kardelju in Titu pokazati nek osnutek nečesa, v katerem se sploh niso strinjali. In pravi, o njih naj bi odločil Kardelj v Zagrebu. In potem pravi, z manjšimi popravki so tekst spet prepisali z nevidno pisavo in s tem sva se vrnila v Ljubljano, to da šele po 1. maju, ker so tovariši v Zagrebu menili, da ni dobro zaradi poostrene kontrole potovati na dan 1. maja. Zato sem tudi dvomil, zaključil, da je 27. april dan ustanovitve OF. Paste, mi smo, jaz se kot otrok spomnim, pa potem, da je bila to protiimperialistična fronta, sem jaz slišal, kdaj, po mojem prvič šele v 90. letih. Ampak oni sploh niso ustanovili osvobodilne fronte, ampak so ustanovili antiimperialistično fronto. In potem sem jaz razumel, da oni ta narod obvladujejo z mehanizmom laži. Vse v zvezi z osvobodilno fronto, kot pravi Miha Marinko, on je pa vedel, če kdo, je pa on vedel, zakaj gre, je laž. Vse je laž. Potem sem jaz začutil, sem rekel, mi smo praznovali, skozi še danes praznujemo dan upora proti okupatorju. Jaz pravim, če bi imeli neko interpretacijo, razlago pa rekli, to je dan upora proti, kajti edinega okupatorja, ki smo ga imeli po letu 1945, je bila Jugoslovanska ljudska armada. Če to praznujemo, tako sem zato, da praznujemo dan upora proti Jugoslovanski ljudski armadi. Kajti ti ljudje, če je bila največja laž, oni so ustanovili antiimperialistično fronto. Zakaj? Zato, ker so bili v povezavi s Stalinom in Stalin je bil v paktu s Hitlerjem. Ko je bila Jugoslavija napadena, je bil Stalin v paktu s Hitlerjem. In oni so se tedaj postavili antiimperialistična fronta proti tistim, ki so se v resnici borili proti fašizmu, to je anglo-ameriškim zaveznikom. Da ne omenim tudi to sem pisal, to je dokazano dejstvo, da bi, če ne bi ameriški industrijski stroj novembra, oktobra, jeseni, pa začenši z poletjem 41. leta preko Murmanska, zagotovil Rusiji tanke in letala, predvsem pa letala, Rusi so bili popolnoma brez letal, bi Hitler zasedel Sovjetsko zvezo. Sovjetska zveza se je obranila samo zaradi ameriške pomoči v orožju. In naši komunisti
nastopajo proti tistim, ki se edini dedaj v Evropi borijo proti Hitlerju. Zato morate razumeti, ne, z tega stališča, da vse, kar počnejo, je laž. Tako kot Golob. A on je v svobodo drželo fašizma in prinesel svobodo, a res? Danes sem bral, da bo šel da so rezervirali za 3 mesece, juni, juli, avgust, počitnice v 96 riva Crveni vrh. Vem, ker sem tam kot otrok počitnice preživljal. Na 177 riva, vem pa točno, ki je 96 riva. To so nekaj apartmaje zdaj, ki so nastali. Ne? In on nas bo same ta mehanizem, ampak ljudje to verjamejo. Ne? Seveda, še hujša stvar, in tako, če sem že pri Marinku, sem v knjigi še to našel, ne? Še hujša stvar je pa tale. V zvezi s tem moramo dobro premisliti tale odstavek in citiram Miha Marinka. V tednik po objavi proglasa protiimperialistične fronte je sledila zelo živahna politična in organizacijska dejavnost in snovanje odborov OF, katere pobudniki so bili komunisti. No, še to pove. V spontanosti OF-a in vse ljudske značaje OF-a pove, da so že pobudniki vseh odborov komunisti. Proglas sicer še ni pozival na oborožen odpor, paste. Proglas še ni pozival na oborožen odpor in ime protiimperialistična fronta je bilo spremenjeno v Osvobodilna fronta. Ampak tudi, ko so spremenili ime v OF, še niso pozivali na oborožen odpor. Zakaj? Zato, ker je bil Stalin njihov idol še vedno v zvezi s Hitlerjem. Najprej je bilo potrebno ljudi politično mobilizirati in organizirati množice v odborih OF. Teda je bilo treba čim bolj izkoristiti razkroj in demoralizacijo v bivših meščanskih strankah, katerih vrhovi so bili krivi, da je stara Jugoslavija tako klavrno končala. Spet nova laž. Stara Jugoslavija ni klavrno končala zaradi meščanskih strank, pač klavrno je končala kot Francija, tudi klavrno končala ker se v vojaškem stroju Nemčije tedaj ni mogel nihče zoperstavljati. Ampak, že vidno, on pravi, bistveno je bilo obračunati z imperialisti in s tem. In s tem Osvobodilna fronta v slovensko zgodovino unese pojem, ki ga Slovenci nikoli nismo poznali. To je pojem notranjega sovražnika. Slovenci smo vedno poznali zunanje sovražnike. Turke, imam z njimi nič, nasprotno. Turke, Obre, Avare, Nemce v 19. stoletju, so bili pač mladoslovenci, staroslovenci, smo se borili proti Nemcem, se pravi za kulturno prevlado, za prosvetljevanje, za čitalnice in to gibanje so bile usmerjena proti Nemcem, Italijani in tako. Nismo nikoli poznali notranjega sovražnika. Osvobodilna fronta prinese pojem notranjega sovražnika. S tem pojmom operira Golob decembra 2021 leta, ko pravi, da je fašizem. S tem je mislil Janšo, mislil je vlado, mislil je SDS, Jezus bom tega osvobodil. On je tudi kasneje rekel, da bomo vse likvidirali. To je čist partijski jezik. RTV bomo osvobodili oziroma čiščenje, beseda čiščenje, uporabo je v medijih besedo čiščenje, bomo očistili. V knjigi imate vse napisano noter, kako pač ta sovjetska ideologija temelji na tem, da človeka narediš nasprotnika narediš za nečloveško bitje in ga potem likvidiraš čiščenje, tako imenovali. To so sovjetski čiščenje. Kardel piše Kidriču leta 1945, premalo ste dosledni v čiščenju, malo bo razglasena amnestija in pohitite s čiščenjem. To je pomenilo pobijanje, likvidiranje. Golob uporablja ta jezik. Golob je zgradil 400,000 glasov, je dobil na pojmu notranjega sovražnika. Zato, ker so Slovenci, bi rekel, tako globoko, bi rekel, polnotosti. Ne vsi, po 400,000. Ampak pri narodu, ki ima 2 milijona ljudi in ki ima od tega, ne vem koliko, 1,700,000 volilnih upravičencev, lahko se motim, mislim, da jih ima, ne vem, brez veze. Koliko? 1,600,000, 400,000 ogromna masa. 400,000 ljudi je torej nasedlo in nasedlo je zato, ker je v njih bil ustvarjen ta mit Osvobodilne fronte, ki je čista laž. Kako to razčinuje? Čista laž. Kajti Osvobodilna fronta je imela samo en namen, to je priti na oblast. Samo ta namen.
izkoristiti, ker to je Lenin učil, ne? To ima tudi v knjigi noter. Ne? Lenin je učil, leta 17, že prej je rekel, treba je Prvo svetovno vojno, se pravi katastrofo od katastrof, ki je predvsem prizadela ruski narod. Ne? Je rekel, treba je vojno izkoristiti za revolucijo. Vojna ustvari dovolj žrtev, dovolj terorja in to, da se lahko rodi revolucija, ki ne pomeni drugega kot nadaljne pobijanje, nadaljne ropanje, nadaljne posiljevanje, nadaljne. Ti ljudje so brez vsake morale. Tako kot je Levica, kot ste videla, ne, z malo začetnico, izkoriščala v času pandemije, te grozljive krize, izkoriščala vse, da je rušila vlado. Enkrat so bili ti ukrepi narobe, drugič te pozivala hod v šolo brez mask, pozivala je k zmanjševanju ukrepov in tako že tako je umrlo 6000 ljudi. Ne? Če bi bilo nobenih ukrepov, ne, potem bi jih umrlo pa 10krat toliko. Ne, ker ta virus je meni ta pomrl. En zelo dragi prijatelj iz Pariza, moj bi rekel velik ozornik in človek je zame ogromno naredil, umrl zaradi korone. Tako da jaz vem, da od tega se umre. In tako kot je Osvobodilna fronta izkoristila revolucijo, in izkoristila drugo svetovno vojno za revolucijo, tako so tile Golobovi izkoristili to pandemijo za prihod na oblast. Njih ne briga nič drugega kot oblast. In pogruntali so seveda zaradi bi rekel, določenih mehanizmov v slovenskem človeku, s katerimi se pač ta knjiga ukvarja, govorimo o 4 jezdecih apokalipse v zvezi z Osvobodilno fronto. Prvi je ta, bi rekel, prevara, ne? Oni govorijo laž, oni lažejo Golob, recimo, če berete Pertinača, požar reportu, ne, on analizira te Golobove laži, pa tudi požar sam, ne. Golob je prvi politiki laže. Tega ni bilo nikoli, Šarc tega ni delal. Nekje bo tam okrog se je zavil pa spekel okrog te lepe, kaj je bila lepa Nataša, kaj je že bila, ne, da ni imel več znova, da smo računevali, ampak to je tako, kot Bill Clinton se je zapletel tam, da kaj je bilo pa gor pa dole, ne, pa ni bilo pa ne vem kaj, ne. Ampak Šarc ni lagal. Golob je pa uvedel v slovensko politiko 2 nova standarda, to je to, da je laž sprejemljiva in da v imenu, da cilj posrečuje vsa sredstva. Vsa sredstva. Isto, kar so delali partijci in kar so delali revolucionarji. Več, ki bomo pobili, bolj se nas bojo ljudje bali, močnejšo oblast bomo imeli. Kaj ti samo za to gre. Za oblast, ki je denar. Vse besede, vse tem ljudem ne smete verjeti ničesar. Oziroma, če recimo Kučan govori, da danes so dovoljene sanje, kot je rekel kolega Leskoc, danes so dovoljene sanje, jutri bo nov dan, to ne smete razumeti, da lahko sanjamo. To morate razumeti tako, danes vi kar sanjajte, a ne? Jutri bomo pa mi oblast prevzeli nazaj, a ne? Kučan je točno vedel, da jaz sem ga slišal, to 26. junija 91. leta, tiskala razglašena slovenska samostojnost, sem ga slišal, sem bil tam, če sem vladni tajnik, takrat sem že podpredsednik vladnih Krščanskih demokratov, in sem bil tam, tja povabljala, in sem ga slišal, ki to rekel. Ne? In čez 7-6 ur, 5 ur, so že tanki peljali tjele mislim, da iz Slovenske, Vrhnike, iz Vrhnike, ja. In Kučan je točno vedel, zato ker to pa knjiga zdaj seveda govori tudi o tem, kako Osvobodilna fronta, ki je rekel, gradi na lažja, in prevara slovenskega človeka, in v njem mu spremeni nacionalni, oziroma spremeni, oni so rekli, da bojo spremenili značaj slovenskega človeka, in so ga spremenili, ga niso, ampak so tiste slabe lastnosti pač potencirala, slabe lastnosti so pa te, da slovenski človek je izredno nesamostojen. Mi nismo imeli nikoli svoje lastne državnosti. Od 8. stoletja smo bili pod Dunajem, potem smo bili pod Beogradom. In mi nikoli, slovenski človek nikoli ni odločil o zadevah oblasti, moči, urejanja skupnosti. To so odločali drugi. Toliko drugih narodov,
niso o ničemer odločali, ne, ker so pač bila, to je bila avstrijska monarhija, potem avstro-ogrska monarhija in to, kar poznamo. Ne. Ampak slovenski človek pač želi neko zavetje ali karkoli in je pripravljen verjeti, ne, njega slovenskega človeka, zdaj ne govorimo o vseh, ne, seveda govorim pač o nekem prevladujočem modelu, ne o vseh. Ne. V tej državi najdete zdaj brez težave še vedno 500 000 ljudi, nas tukaj vključujoča, ne, ki so popolnoma državotvorni in politično popolnoma prištevni. Žal nismo še v večini. Ne. In Osvobodilna fronta je pač na to računala in se polastila pač psihe, pa večinske psihe slovenskega človeka. Drugače ne znamo razložiti 400 000 glasov za Golobovo retoriko, da želje fašizem je za svobodo. Zdaj seveda, vse to so počeli, kot sem rekel, z enim samim namenom, ne. To je to, da pridejo na oblast. So prišli na oblast. Veš, tedaj se v Osvobodilni fronti se začne, ne, v partizanih se začne, smo to v knjigi navajamo, ne, čisto na samem začetku je že ločeno. Ne. Se pravi, imajo barake, vodstvo ima barake, ne, partizani navadni pa ležijo ko živali v nekih polšotorih, mraz, lakota, sneg, dež, vročina, karkoli, ne. V nemogočih higienskih pogojih. Hrana je ločena, kuhinji sta dve, ena kuhinja za poveljnike, druga kuhinja za borce. Vse to od samega začetka. Ne. In tako je rojen tisto, potem se pa knjiga seveda pridruži Milovanu Džilasu, disidentu, ki je bil tudi zaprt zaradi verbalnega delikta, ne, in njegovi svetovno znani knjigi. Mislim, Džilas je bil pač v svojem času toliko znan kot Tito, ne. S tem, da je bilo mnenje o njem nedvoumno, ne, pozitivno, o Titu je bilo pa mnenje že tedaj zelo deljeno. Ne. So ga imeli za človeka, ki se je uprl Stalinu, drugi so ga imeli pa za množičnega morilca. In na zahodu. Ne. Tako da Džilas, jaz sem to knjigo, Novi razred, človeka 57, sem to knjigo prebral in sem jo ogromno citiral noter, ne. Zato, ker mi je šlo prav mraz po hrbtu. Torej, knjiga je za 57, če jo prenesete na slovenske razmere, boste videli v knjigi, ki je bila napisana leta 2024. Nič se pri nas v principu oblasti namreč ni spremenilo. Ne. In to, kar sem dal za začetek knjige, ne, citat iz Džilasa, in zdaj pravim, Milovan Džilas, Novi razred, pravi to. Oblast je alfa in omega sodobnega komunizma, čeprav si komunizem prizadeva, da bi ne bila. Ideje, filozofska načela in moralne zadržke, nacijo in ljudstvo, njuno zgodovino, deloma celo lastnino, vse je mogoče spremeniti in žrtvovati. Le oblasti ne, ker bi to pomenilo, da bi se komunizem odrekel samemu sebi, svojemu bistvu. Posamezniki to celo lahko naredijo. Razred, partija, oligarhija pa tega ne more, ker je oblast namen in smisel njihovega obstoja. Ne, recimo, to je naredil Kocbek, ne, pa to je naredil Džilas, ne, po dvomu se distanciral od tega, ampak nikoli tega ni naredil pa Milan Kučan, ne, nikoli niste od nobenega od slovenskih komunistov slišali ene same besede obžalujem. Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan, ni bilo obžalujem. To je pomenilo, vi sanjite, kot sem rekel, mi bomo že jutri stvari zrihtali, z vojsko, nazaj. Zato ta knjiga, mogoče njena največja dragocenost je pa v tem, da prinaša dokumentiran popis, oprt na magnetograme, na TV posnetke in to, tega, kako je tako imenovani novi razred, ki mu je načeleval Milan Kučan, napravil vse, ampak vse, da bi do samostojne Slovenije ne prišlo. Kar je popolnoma logično, in to je recimo tudi v knjigi, v bistvu mislim, da je prvi to prenašam, zato ker samostojna Slovenija, uveljavljena kot taka, bi pomenila konec novega razreda, se pravi konec njihove oblasti.
Novi razred je približno to, kar imenujemo gospodje tovariši. To recimo je vprašanje novega razreda, evo, matematično formulo. Odgovorite mi, v Dražgošah 8. januarja vsako leto se zberejo, česa je tam več? Rdečih zvezd ali črnih Mercedesov? Vse razumeli. Težko, obojega je veliko, ne? Obojega je veliko, ne? In črnih Mercedesov in rdečih zvezd. S tem, da imate zdaj še novi razred novega razreda, se pravi superstruktura, to je pa tista gospa, ki je najbolj za zoper izpuste, toplogredne, pa to razlaga na motorju BMW, na boxer motora, ki je cela potratena, ne vem kaj, ampak ta gospa se ne vozi z električnim avtomobilom, ampak se vozi z Maseratijem, ki je pač spet super potratna V8 mašina, uporabite 20 litrov tako med vrati, in pa za Rolls-Royce, paste, ampak Rolls-Royce tudi ni kakšen kolja, je od princese Aleksandre, se pravi ima modro kri Rolls-Royce. Rolls-Royce so tudi zelo varčni energetsko avtomobili, najbolj. Hočem reči, gospodje tovariši, se že beseda pomeni vse, kar ta novi razred počejo, da lažejo. Oni delajo eno, govorijo pa drugo. Govorijo eno in delajo drugo. To je njihova mimikrija. Recimo, notri imate zadnjega šefa partije po Kucijančiča. Kucijančič si je potem vse preko države, ne zamenjal stanovanje na Topniški za stanovanje za vilo podrožnikov, v tako imenovanem Banditendorfu. To so ljudje rekli partizanska vas. Zakaj je partizanska? Imate največjo gostoto zastav ob 27. aprilu. Sem jih ker tam blizu stanujem, stanujem v hiši oziroma v stanovanju mojega pradeda, ki smo ga dobili kot decentralizacijo nazaj. Ampak ti ljudje so enostavno pač vse to si prisvojili in v tako imenovani partizanski vasi je bilo, še nedavno je bila najvišja cena zemljišča gradbenega na kvadratni meter. In Ljubljana pa je ima najvišjo ceno sploh. Prav, to so gospodje tovariši. Recimo Janez Specialčič je bil tam, in Janez Specialčič se vedno vozil z BMW, tako kot navajam nekje, da ima šef partije po Džilasu, po novem razredu, šef partije ima tudi šef partije področne udbe, imata tudi najlepše stanovanje na elitnih lokacijah, naredijo se posebni zaselki, in ima najboljše avtomobile. To je zdravo. To je točno 57, to so lahko, da bi Janez Zakladnic, Zemljarič pa, hočem reči, vse, kar ti ljudje govorijo, je laž, in vse, kar ti ljudje počnejo, da bi imeli oblast pa imeli ne zato, da bi upravljali z državo, kot so avstrijski cesari, so da imeli neomejeno oblast, ampak so z državo upravljali. Karl Veliki, recimo, se je zavedel, če začne slovenska zgodovina, ga tudi noter popisujem, se je zavedel, da ljudje potrebujejo opismenjevanje, zato sta novo šole, žal samo za dečke, ne za deklice, ampak to je bila prva šolska reforma. Potem se je zavedel bistvene stvari, da potrebuje pisavo, ki bo enostavna in ki bo jo lahko razumeli in brali vsi. V srednjem veku približno 10% ljudi je znalo že brati. In je zato ustanovu dal dekret za karolinško minuskulo, v kateri so zapisani naši brežinski spomeniki. Medtem ko ti ljudje pa do oblasti pridejo z umori, z zločini, z krajo, nacionalizacijo in tako, medtem oblast izkoriščajo samo zato, da se dobro imajo. Samo zato. Samo zato gre. In potem se to dogaja tako, Forbičju nakažejo 1 milijon, zdaj je nakazal Tanja Fajon je prišlo vendle nakazala Prešičko, ne vem koliko milijon, karkoli, skar nakazujejo tako, to zanima, Recimo Nika Kovač, pa njen spoštovani oče, ki je moj kolega, on je redni profesor, meni ne postijo, pa so redni profesor, a meni to popolnoma vse, ker zunaj sem pač profesor, ker to, kar šteje v Sloveniji, ne šteje nič, ker šteje pa zunaj, pa nekaj šteje, mednarodne referencije, Ampak recimo ta oče od Nike Kovač nima niti, mislim, če sem prav gledal, ene resne stvari objavljene na tujini, monografije ali karkoli, ali pa enega resnega predavanja na resni univerzi.
Ne, pa tudi ko gre, ne, lahko pa lepi kuverte z Niko za ne vem, 20 kuvert za 1000 evrov. To bi počel vsak od nas, ne. Jaz mislim, da ni nikogar, ki ne bi 20 kuvert za 1000 evrov pokrenil za lepo, ne. Ampak ne, to je njihov privilegij, to je novi razred. In ta zgodba teče v novem razredu, recimo, najbolj luštno je tisto, kako, tukaj vam bom dve zadevi prebral, samo da najdem to, recimo ena največjih neverjetnosti je bila, ker Lidija Jerkič, vsi poznamo, ima tam 8-7 tisoč evrov plača, ne, to samo zato, da se ona tako trudi in trpi za delavski razred. Ne. Ker vseh teh ljudi so polne besede v delavskem razredu, ne, in to vse Džilas natančno jih analizira in presodi, kako je ta delavski razred, ne. Tole, ja. To je recimo zanimivo. Ne. Ona je rekla, da tista Lidija Jerkič je rekla, da mi smo proti povišanju plač delavcev. In se zgodno ne pa takole v knjigi. Ne. Omenimo še eno prevaro, ki v zadnjem času še posebej izstopa po svojem fenotipu, se pravi pa je značilna za novi razred. Največji sindikat v državi, namenjen zastopanju pravic delavcev in izhajajoč iz neposredne rodovne kontinuitete revolucije, ne, se v načrtu vlade 2020-2022, ki je nameravala povišati neto plače delavcem, angažiral zoper to. Bil je daleč edini evropski sindikat, ki je nastopal proti večjim plačam svojih članov. Takšen nesmisel je težko, če ne nemogoče utemeljiti, to je priznala tudi prva sindikalistka panožne organizacije Lidija Jerkič. In pa ne vem, je ona od spodanja, meko č, ne, ampak za neki č res nima v tej knjigi nobenega razumevanja, da sem jo napisal za Jerkič. Njene besede so tako zgodovinska potrditev Džilasove intuicije o konstitucijah novega razreda. In se citiram Lidijo Jerkič, trdo č. Na katerikoli način razmišljam, kako razložiti, zakaj nismo zelo navdušeni za takšno spremembo, ki prinaša večji neto prejemek, ne znam. Ne znam enostavno razložiti človeku, zakaj smo pa zdaj proti, če bo pa njegova plača večja. Novi razred je de facto, pravim jaz, največji nasprotnik delavskega razreda, v imenu katerega nenehoma nastopa. In Džilas pravi, Džilas pravi, sindikalne in druge poklicne organizacije so lahko zaradi svojega namena delovanja samo priveski edinega lastnika in oblastnika politične oligarhije. S tem je določena tudi njihova glavna vloga. In s tem je tudi pojasnjeno, zakaj Lidija Jerkič ne zna pojasniti oziroma ne more razumeti, zakaj je proti večjim plačama. Zato, ker bi to bilo, ker je pač to zoper voljo Kučanove oziroma oligarhije, tako imenovanega novega razreda, ki nam še vedno vlada za to. In sicer kako Džilas pojasni, kako oni, bi rekel, skozi se pravi, nakladajo, kakšni izvrstne uporabom o delavstvu, pa delavske pravice, pa delavci, pa ne vem kaj, in sicer pravi Džilas. Torej, jaz pravim tole. Če bi naprej raziskovali premoženjski status slovenskih levičarjev, bi slejko ugotovili, da visoko presega povprečje tistih, na katere se nenehno sklicujejo. Nad njimi imajo namreč monopol, spet čisto v skladu z Džilasovo napovedjo iz leta 1957. Džilas pravi, monopol, ki ga novi razred v imenu delavskega razreda vzpostavi na celotno družbo, je predvsem monopol nad delavskim razredom samim. To je največja prevara, ki jo mora novi razred izpeljati. Ker imate povsod, zdaj imate vse prve majske demonstracije, kar je izredno nenavadno, ker je na oblasti Levica, so stranka Levica, imamo res oblast delavskega razreda, potem pa je 5 mulcev, ki v katerih nihče ni nikoli še več delal, nastopa zoper to. Recimo zanimiva zadeva, na filozofski fakulteti so se pojavili pred 1. majem, se pravi plakati, vrnimo delavskemu razredu nazaj, ne vem kaj čast, pa oblast, pa ne vem koga, in sem jaz malo vprašati, vi ste pač podpisani pod to, kako ste pa vi v življenju že sploh delali?
To je druga mantra tega novega razreda Kučanove oligarhije, je pa, da nihče od nič ne dela. To je svedno na univerzi. Ne? Na univerzi je dovolj, da si pač tukaj videl, ne? Pa sem na družboslovju recimo videl, lahko pač premijere navaja. Pač moraš biti lojalen, ne? Pa tudi potrpijo z bibliografijo, pa potrpijo, če česa nimaš, pa potrpijo, če kaj na majavih nogah, kakšna habilitacija in to, če si vdan in predan, bi rekel, njihovim idealom, tako imenovanim idealom, ki se pa vsi izvedejo na zaščitni znak za ameriški dolar ali pa zdaj za evro. To je to, za to gre. To je tako. Za denar. Denar komunističnega sveta vlada. In pri denarju smo tudi, bi rekel, pri eni zadevi, ker je moja knjiga prva pojasnjuje, bi rekel, vi veste, da smo leta 1945 izgubili Trst in Gorico in Koroško. Najbrž veste tudi, da če bi ostala prejšnja vlada, se pravi, to je kraljeva vojska v domovini, kralj Peter, ki je imel priznanje zaveznikov in bila v Londonu, da bi zavezniki pač seveda ne imeli nobenih težav priznati zmagoviti strani, konkretno vladi kralja Petra, ozemeljske zahteve do poražene strani, konkretno fašistične Italije. Ampak temu ni bilo tako. Zakaj temu ni bilo tako? Jaz sem, torej, nobene zgodovinske knjige ne najdete, jaz polemiziram tudi za slovenskim zgodopisjem, ki bi povedalo, zakaj smo izgubili Trst, Gorico in Koroško. Izgubili smo jo pa zato. Jaz sem našel, to je popolnoma zamolčano, torej dva človeka, Cyril Novak in Charles Zaller. Kot vidite, oba imata ameriške zveneče priimke, oba sta Slovenca. Charles Novak je bil, Cyril Novak je bil, in je še zdaj umrl 12 leta, je bil eden največjih specialistov za vprašanje Trsta in Gorice, in je bil avtor knjige Trst 41-54. To je super priznana študija, ki jo boste najdli v vseh jezikih, samo v tistih jezikih, bi rekel naroda, ki ga to najbolj neposredno zadeva. Pa ne. Slovenščina je pa ni. Niti prevedena ni bila, niti nič. Jaz sem delal po italijanski izdaji, ki jo najdete v slovanski knjižnici. Spet sem vprašal, da je bila zadnjič izposojena, Pa vmes so nastale, bi rekel, en kup novejša slovenska zgodovina, Inštitut za novejšo zgodovino je izdal taki dve z Repetom, glavnim recenzenta taki dve knjigi, tega ni noter. Drugi je Charles Zaller, zelo zanimivo, bo pa ameriški kongres naročil študijo o jugoslovanskem komunizmu, plačal študijo in ameriški kongresnik študijo v kongresu predstavljate na 60. In oba prinašata podatke, samo v mestu le našel, zakaj smo mi izgubili Trst in Gorico. Samo malo. Tole je iz Cyrila Novaka, 41-45, in sicer francoski predlog je julija 46 zelo nenavadnih okoliščinah končno sprejel sovjetski zunanji minister Vjačeslav Molotov. Vprašanje Trsta je bilo obravnavano v tesni povezavi z vprašanjem italijanskih vojnih reparacij Sovjetski zvezi. Zdelo se je, da sovjetsko vlado bolj kot suverenost Trsta zanima vsota $100 milijonov. Molotov je opustil boj za jugoslovansko suverenost nad Trstom v upanju, da bo od Italije dobil reparacije. Njegova odločitev o pristanku na francoski kompromis je bila sprejeta čez noč, a sovjetski zunanji minister svojih odločitvi ni želel obvestiti jugoslovanske delegacije. Zunanji minister Edvard Kardel, ki jo je na mirovni konferenci vodil, je zanjo izvedel šele naslednje jutro na kraju samem. Novica je bila za Jugoslovane strašen udarec in veliko razočaranje. Iz študije, ki jo je odobril ameriški kongres. Tega ne boste slišali nikjer. So ti gospodje Kardel, gospodje tovariši Tito, ker so bili popolni analfabeti v vprašanju diplomacije in ko je tudi Vjačeslav Molotov in Sovjeti so ocenili
da so tu pač eni padaki, in so se Italijani zmenili za $100 milijonov, da so odrekli podporo Titu in Kardeli. In s tem so Tito in Kardel ostali sami na svetovni sceni, na mirovni konferenci in končalo se je tako, da smo Slovenci izgubili Trst in Gorico, ki sta bili pač vsaj delno slovenski mesti. Za Trst pa veste, da je bilo v začetku 19. stoletja, 20. stoletja, oziroma 20. stoletja največje slovensko mesto. Večje od Ljubljane, več Slovencev je živelo v Trstu kot v Celovcu in v Ljubljani. In na Koroškem je podobna zgodba, razložim tudi vse tako. Se pravi, da prihajamo eno uro, že govorim, bom zdaj nehal. Do tega seveda sem večino stvari, ogromno stvari še v knjigi noter, o katerih bi lahko govoril naslednje ure, se pravi, v slovenskem narodnem značaju, skozi zgodovino, kako so ga komunisti zlorabili, o titofiliji, o jugonostalgiji noter, vse to razčlenjujem, ampak knjiga je v bistvu neko pričevanje o tem, da je vse, kar ti ljudje naredijo, samo nosi eno samo znamenje prevare in ni absolutno nadzorni. Tako da jaz tudi zaključujem svojo predstavitev, bi pa hvaležen za kakšno vprašanje. Hvala vam. Ne razumem, zakaj se reče tudi prvi razred. Novi razred. Ali novi razred. Novi razred. Ja, to je pač Gilesov izraz. Novi razred, to je pač Gilesov izraz. To je v srbohrvaščini, sploh ne je to knjigo napisal, to je nova klasa. V angleščini je to new class, v francoščini je nouvelle classe dirigeante. Se pravi, novi razred, ker komunisti so stalno poudarjali, so za razredni boj, pa so za delavce, pa za zatirane razrede, pa to, in v bistvu so to počeli zato, da so sebe postavili kot novi razred, kot to je Gilesov. Se pravi, to je, novi razred je gospodje tovariši. To so ljudje, ki stalno govorijo o delavci, ki stalno govorijo o revoluciji, o enobeju in vsem tem, hkrati se pa vozijo hkrati gre pa samo za denar. To je to. Prosim. Že ta drugič vas poslušam na temo, malo komentarja, ker ste se malo danes dotaknili na Twitterju ali na X-u. FDV. Ja. In pa preusmerjanje problemov, notranjih problemov z vsemi tegobami in težavami na kvazi Palestino. Kakšen je odnos Ljubljanske univerze do tega vprašanja, do državne univerze do tega vprašanja in podobne stvari? Zelo, torej državna univerza do tega nima kakšnega posebnega odnosa, kar pa ne pomeni, da ne pušča in spodbuja, bi rekel, militantnih študentov, ki skupaj z militantnimi profesorji to absolutno zlorabljajo politične namene. Tu bi morala univerza, ki je pa absolutno mora biti politično, bi rekel, neutralna institucija, ker njen namen ni, bi rekel, posegati v politične boje in se politično opredeljevati, je bi mogla univerza to prepovedati in sankcionirati. Recimo, sankcionirala bi, če bi se jaz zavzel, recimo, če bi jaz sem pač pro-Izraela, in naši mediji pišejo, tako kot je bilo rečeno leta 72, je Viktor Blažič napisal, ki je bila tista vojna, Jom Kipur, 67, se pravi, je napisal befel, oziroma ukaz je bil, poročajte, kot da smo v vojni z Izraelom. Slovenski mediji poročajo, kot da so v vojni z Izraelom. Recimo, če bi jaz poskušal organizirati na univerzi tribuno v podporo Izraelu 7. oktobra ali pa zdaj, sem prepričan, da je bil deležen sankcij. Vedno sem jih bil. Ampak to je v bistvu, univerza bi se mogla od tega distancirati, ker univerza ne more biti, univerza je najvišja znanstvena in pedagoška institucija v državi in ne more biti prizorišče političnih obračunav. Sploh pa ne vem, jaz bi dal na Twitter nazaj, a Mossad ve za to, ker Mossad je recimo zelo učinkovit pri neutralizaciji, bi rekel, takšnih oseb, ki širijo sovraštvo do Izraela.
mislim, da smo premalo pomembni, da bi se z nami ukvarjali, ne vem, mogoče pa, ne vem. Seveda. Mislim, da imate v knjigi tudi noter popisano, ne, te stvari pač, čeprav to, ne, se pravi, Izrael in ne, ker Izrael je, mislim, da ne smemo delati nobenih iluzij, ne, Izrael je del naše civilizacije, zibka naše civilizacije je Mediteran, ne, krščanstvo je rojeno v mediteranskem bazenu, mi smo v mediteranskem bazenu, po morju imamo tukaj koliko? 40 minut, ne? Slovenci smo del te zahodnoevropske civilizacije, ki se je razvila iz Rima, iz Grčije in iz krščanstva in iz judovstva. Ne? Ljudje so temeljni del naše identitete, konec koncev častimo istega Boga. Ne? Smo danes pri Maši, sem poslušal tisto iz Janeza, se ne bi slišali to, ne? Iz Janezovega evangelija, ne? Da so oni z očetom eno, oziroma kar tega oče delam jaz in to, ne, to se bo slišal. To bo Janezov evangelij bil danes, ne. In seveda, jaz in oče sva eno, to je pač najbolj, bi rekel, neposredna povezava med judovstvom in krščanstvom. Kristus je sin, ki je hkrati, pač, to so trojica, ne. Prijeti svoje Bog. Seveda, ker sovražijo, Izrael sovražijo na smrt, ne. To je vse neovoščenost, to so vse stare fore. Ljudje nimajo nobene intelektualne domišljije, nobene intelektualne pozornosti. Skozi so isti napisani. Danes so spet ti, ki so podpisovali te peticije, pa te parade proti Janši, 2-3 leta nazaj smo več, nekih je že umrl, kot se Janšiša se poslovila, nekih je že umrl. Po mojem so ista imena, ki spet podpisuje, da ne priznajo. Kako ne priznamo Palestino, če sploh nima nič, kako da bi jaz priznal, ne vem, tak kozarc. Zdaj pa slovenska diplomacija prizna tak kozarc. Palestina ne obstaja. Tak kozarc pa tudi ne obstaja kot država. Palestina ne obstaja. Vi ne morate priznati Palestine, ker s tem zanikate priznanje Izraela, ker Palestina obstaja v državi, ki je mednarodno priznana kot Izrael. Pa še to po dobroti Izraela, ki je 2005 spraznil Gazo, ne? Da so oni 2005 do danes se razmnožili, oprostite, kot zajci, zato ker so skupali en kup enih tunelov, iz katerih so potem pobijali Izraelce. Pa si Izrael 2005 leta umaknil iz Gaze, in je rekel, lejte pa mejte, ne? In zdaj pač tega ne bojo nikoli več naredili, ker to je služilo samo temu, da so pač, ne vem, mislim, a veste, Izrael to je popolnoma nepomedljivo, ne? In pri nas živimo enoumje in živimo pač brutalno diktaturo, svobode, Roberta Goloba, ne? In je pač nikogar ne vprašajo za vse neumnosti, ki jih dela, ki počne Tanja Fajona, ne? Pač nikogar ne vprašajo, naroda ne vprašajo, do zdaj, ko Italijani zaprli Schengen, niso sklicali nobenega, bi rekel, se pravi, Sveta za nacionalno varnost, ne? Tudi če bi ga, in tak ne bi v poziciji zraven poklicali. Bi, Roberta Ilca. Veste, da je to? Tajnik Nove Slovenije. Ne, hočem reči, Janša ne bi, ne? Ker njim gre za oblast, ne? Samo za to, ne? In je pa nekaj, ne, mislim, to pa, kar je pa dobro, je pa to, da so degenerirali, ne? Ker vsak totalitaren sistem, ne, tukaj pišem jaz v teh, ima negativno selekcijo. Ja, zdrava jabolka iz košare mečeš, zdrava gnila pa not držiš. To je ta logika, se to kaže, imamo najbolj nekompetentno možno ekipo, ki si jo lahko sploh človek zamisli, začenši za prvo damo, našo drago Tino, od našega, torej, punco od našega Robija, ne, ki pa fant od naše Tine, tega smo ne. Ba je, ne vem, če Aljuš piše, da je 57 po spisku, ne. To piše, Aljuš, on nekaj, ne vem. V glavnem, še kakšno vprašanje? Ja, recite. Kako mislite o Cirilu Ribičiču, kot je bil tudi načet v zvezi z komunisti? Pa meni se zdi, da so tudi delno komunisti to sodelovali oziroma podpirali to samostojnost. Zdaj ne vem, kučem. Niso, ne, nikoli. To je šlo za las. Recimo najpomembnejši zakoni, se to ravno v knjigi pravi, ne, nikoli.
Nikoli, Ciril Ribičič je bil član, takrat je bil pač poslanec, je bil, mislim, da celo vodja poslanske skupine in v knjigi imamo vse to navedeno. Oni so vedno glasovali proti vsem zakonom, ki so mislim, da šlo za 1 ali 2 glasova, je šlo pri zakonu o vojski, ki je bil ključen zakon. To je bilo, paste, zakon o obrambi, zakon o vojski, zakon o obrambi, paste, marca, aprila 91. leta. Ciril Ribičič je bil en glavnih podpisnikov tako imenovane deklaracije za mir, ki je bila tudi meni ponujena, veste, kot mladi krščanski demokrat, oziroma takrat sem bil mednarodni tajnik, jaz takrat sem rekel, da kako? Kakšen mir, če je bil že pakrat, takrat, se je vedel, kakšna deklaracija za mir, sem rekel, sem bilo jasno, da osamosvojitev ne bo minila brez vojne. Potem sem začel razmišljati, pa se ti ljudje sploh nočejo osamosvojitve, takrat nisem, veste, desetine stvari vedel tega, kar vem danes. Ker konec koncev smo tudi mislili, da komunisti pa Kučan so v bistvu za, niso bili nikoli, iz čisto prostega razloga, zato ker to bi pomenila prava osamosvojitev, ki nas še čaka, mislim, da se osvobodimo, bi pomenila konec njihovega razreda, konec njihove klase, to bi pomenil njihovo slovo, tako kot se je zgodilo v vsej vzhodnji Evropi. Začenši z Romunijo, ki so jih pred zid postavili. Samo pri nas se ni. Ja, pa se to imam noter, za Kučana, to sem našel noter, Kučanov je govoril za srbsko televizijo, je rekel nikoli, mi smo bili za Jugoslavijo. On to čisto odkrito, ampak to je toliko zvit, ta mali mož, toliko zvit, da tega ne govori v slovenščini, to govori v srbščini. Pa si mislim, to bo že težko, jaz pa to lahko vse prevedem, pa še srbski tekst pa ne spori. Da ne bi kdo rekel, da sem si izmislil, sem transkribiral srbski tekst in sem ga lahko v slovenščino prevedel. Je rekel, Kučan, nikoli v 90-ih letih, potem so nekateri razmišljali, da smo bili mi za samo Slovenijo. Je rekel, ne, mi smo hoteli Jugoslavijo reformirano, ker to je bilo vse, kar smo znali, ker so pač popolnoma logično, veste. In ta knjiga pač prinaša to informacijo, se pravi, jaz to knjigo, če 200,000 volivcev Svobode, jo bi recimo teoretično prebralo, možno je vse, bi bila situacija v državi, če drugačna je ta knjiga, ali pa če bi recimo vse preprodira, se trudim preko medijev naših, ki jih imamo in to, bil sem na uri moči in to prodira, predvsem za naše ljudi, da bojo razumeli, s kom imajo opraviti, ker toliko naših ljudi še vedno, včeraj sem bil na Exodusu, sem rekel, Exodus TV zdaj bo enkrat pač to knjiga, sem rekel, a lahko povem, kaj je v Kučanu, ja, pa naše mance ga gledajo to, pa ga imajo grejo hmaš, pa ga imajo tako rade. Ja, pa meni pa čisto vsem, če ga imajo rade, ga nimajo rade, ali karkoli, pa moram povedati ljudem, se prepričam, če bi to vsebino to knjige, pa je moja knjiga, če bi imel neko drugo knjigo, se jaz recimo tu se sklicujem na Gillesa, pa pohvalam in mislim tok in tok avtorjev, ker jaz, pa če bi jaz iskal ego tripa, karkoli to ne bi tega v tej državi delal v tem trenutku, bi delal obratno, ampak ne, ker je ideja, ker je pravica, ker je resnica, ker je Slovenija, ne. Pa plačujem ceno, mislim, zdaj imam spet relekcijo, v vsaki relekciji na univerzi mi torej zlorabijo, ne samo zakone, v zadnji so zelo stavo. Imamo vse, potem pravno, temeljitve, to se gremo, eno leto se gremo. To je nevarno, kar jaz počnem, ampak nekaj pameti mi ne pade, da bi s tem nehal. Zato, ker me ogromno ljudi podpira, ogromno ljudi razume pač smisel tega. In zdaj, če bi imeli malo več, medijskih razleta še malo več, da bi jaz na Pop TV-ju o tem govoril, recimo ljudem, dajmo 5-krat, 10-krat, bi se to začeli premikati. Ker ljudje niso neumni, Slovenci ni neumen. Mi smo, celo zgodovino smo bili nule, podložniki. Ampak se je pokazala prva možna priložnost, da se osamosvojimo, smo naredili za 10, za Harvard. Vse. In se osamosvojili in dobili svojo državo in mednarodno priznanje. Samo je bil po koncu. Ja, zato, ker je Kučan in njegovi so pritisnili. Zato. Se pravičujem, imam še eno vprašanje. Ja, prosim. Vprašanje, to hvala, ko ste to pravili, sem z veseljem bom kupil knjigo.
Zdaj ni pa jasno, a veste, tisto vedno se je govorilo Kardelj, ne, kot komunist, Ja. on je pa pisal tam, ne vem, kjer je že knjiga, da je Jugoslavija kot neka začasna postaja k samostojnosti. Ne. Da bo tudi enkrat Slovenija kot država. Ne. No, Kardelj imate ogromno noter. Ne? Kardelj pravi recimo, ne, mi smo Jugoslavijo ustanovili zaradi socializma, to analiziram. Kaj to pomeni? Ne? To ne pomeni, da so ga ustanovili, da bi delovnemu ljudstvu tekli med in mleko. Ne. Pravi, mi smo Jugoslavijo ustanovili zaradi socializma, pomeni, smo ga ustanovili zaradi partije, ki je avantgarda delavskega razreda, ki vodi socializem in smo mi nepogrešljivo potrebni tej Jugoslaviji, zato da jo vodimo. Tako so ti ljudje razmišljali. Imate potem ogromno, recimo, imate še potem gospodarstvo noter, ne? Primerjam Golobovo gospodarstvo, inflacija, poplave, reakcije, pa pač kako je bilo to v Jugoslaviji. Potem imate agrokomerc. Ta knjiga ima ogromno podatkov, no, mislim, se splača, preverite uvod, no, če že govorim o knjigi, tudi jo imam, ne, potem stane 35 evrov, dobite, jaz vzamem pač, dobite domov račun, to knjigo tudi dobite s posvetilom, recimo, če želite, vzamem pa podatke, ime pa primek, ne, pa potem pošljemo domov pač računa, ne, to pač na zaupanju se, mislim, da s tem ni problemov. Ne. Uvod preberite, uvodu je vedno pravim, uvod je tako kot povzetek, ne, potem bom knjigo vzela en vikend, recimo, mogoče kakšen znam več, ampak potem boste vedeli in razumeli, ko vam to garantiram, veliko več kot do sedaj, ker ima ogromno podatkov. Ampak je pa to, recimo, bere se tako detektivka, sem rekel, ko se te veliko živo pišem, ne, sem jo prebral. Ampak hkrati ima ta knjiga formalen okvir in ima, tole boste prebrali, 6 recenzentov, 6. Eden je iz Pariza, eden je iz Hrvaške, pa 4 so pa z Ljubljanske univerze. Torej, eden z Ljubljanske univerze v pokoju, eden ne dela več na univerzi, dr. Mika Pogačnik, ki mi je ogromno pomagal pri pravnih formulacijah, mednarodno pravnih. In potem pa ime boste našli na moja kolegica, ki je ena profesorica, ki si je pa upala recenzirati to knjigo, ona je pa mlajša od mene, precej, 15-16 let, ampak si je upala recenzirati to knjigo. Tako da vidite tudi v tem, prosim, jaz se to, ker večina si ne bi upala. Tako se to mene obnašajo. Danes mi moja kolegica, ne, v kabinetu, ne, mi reče, ja, ti si pa ekstremen desničar. Se pogovarja po francosko. Ne. In jaz si pošljam iz Figarova, pa se to je tako, ne. To rečejo zato, ker mi ta kolegica ima zelo, bi rekel, lukničavo bibliografijo. Ne. V bistvu svoje življenje, ki je velik, mislim, če bi tle stala, bi se lahko pogovarjala, ampak se noče. Ampak to je to, ne. Oni to rečejo zato, da se postavijo na pravilno levo stran, ker potem tudi lukničave bibliografije in tudi to, da si star 50 let pa nisi nič bistvenega v znanosti mednarodni naredil, vse to gre skozi, če si njihov. To je ta logika, ki deluje. Ne? In jaz sem mi lepo poslal, sem danes v Figaroju našel, da ekstremna desnica, ne, to smo mi vsi radikalni desničari, je pač nacionalne vrednote, da ugotavljajo evropske volitvami v Franciji, da 49% Francozov je za nacionalne teme, za nacionalno državo pred Bruslom, pred Evropo. Jaz sem jih poslal, poglej, skrajna desnica pustoši po Franciji, v francoščini. L'extrême droite ravage la France. Zdaj je orek narod, ker to potem pomenite 50% Francozov takih, kot sem jaz. Ampak vse to pa je razumela ta tekst. Tega ne bere, to na filozofski tega ne smete brati, da bi dobijo s tem Madonna v teletel službe. Ne, to bi jaz polšali, ne. Ta tekst, ki ste Ja, so ne razumela, ja. Mislim, jaz se tukaj naumna pa ni, no, pa da ga ni razumela, ampak tudi mene potem ne zanima več. Ampak hočem reči, kakšno je vzdušje, ne? Tako operirajo kot Luka Meseca, ne? Operirajo stalno ti ljudje, ki so najbolj, ne? Vedno bo govoril o desničarjih, po skrajnih desničarjih, pa negativno po fašizmu, nekdo, ki nekaj skriva, ima neko slabo vest ali pa nekaj slabega hoče. Vedno. Še kakšno vprašanje? Ja. Mogoče sem še dodal, Zančo Ljubljan se lepo opisal pomen naslovnice. Aha, ja, naslovnica. Ja, se naslovnica je tukaj gor, ne.
Naslovnica, seveda Franceta Kralja, naslovnica se je rodila skupaj z idejo, to posvetila parnim in to, ne, in Francet Kralj je bil umetnik, ki je na temni strani meseca, ne, zato ker so ga po vojni, enostavno so vzeli penzijo. Zato ker je slikal take stvari, pač, se pravi, cerkvene motive, ne, so vzeli penzijo, ne, in potem je protestiral v Narodni galeriji, ne, in ko sem jaz ga dobil na radar, ne, potem sem pa to našel, ne, in sem vzeli, to sem imel pa tako lepa slika. Zdaj, kakšna globina, ne, in oznanjenje je, ko beseda postane meso, ne. In jaz sem rekel, beseda v slovenski zgodovini nikoli so imeli države, imeli so pa ogromno intelektualcev, Trubarja, Prešerna, Cankarja, Pučnika, Kocbeka, Pahorja, ki so pripravljali pot, ki so razmišljali, ki so pisali, a ne, in ob dopolnitvi časov, sem rekel, je beseda dala meso in to so to pisali intelektualne ideje in to konec koncev. 57. številka Nove revije je bila tista, ki je naredila, ne, na nek način Slovenijo. Pisatelji, pesniki so naredili državo, ne. In sem rekel, je beseda meso postala in sem je tle, potem pa seveda, to je pač Dediči, ne, in sem imel to veliko srečo, ne morem detajlov, ne, veliko srečo, ne, ker je bilo odsvetovano, da dajo to na razpolago mene, ne. Ampak so Dediči to prevagala, ne, si mislili, ne, in so dali. Ker jaz pa sem nikjer nisem našel, veste, sem vsako knjigo tudi veliko grafično domislil, podoba. Moja knjiga, vsaka knjiga že na zunaj pove, zakaj gre, ne, neka zveza, ne, nikjer nisem našel tega, kar odraža Francet Kralj, ne. Vse oznanjenje, kaj ti hočete, Cerkev Marijino oznanjenja, v stolnici sem gledal, imate gor fresko, to vse je zunaj tega, ne, Francet Kralj je pa to občutil, je pa imel to vse, pa občutil nasilje totalitarnega jugoslovanskega sistema, ne. Pa poleg tega je ta slika res nekaj genialno vedela. Bil sem zelo pripravljen, samo ni na tega denarja in bi mogel, obstaja neka skica za to sliko, ni ta slika, ki je na prodaj za 1300 €, sem jaz nimam 1300 € za naslovnico. Bi v najskrajnem primeru pa nimam tega denarja. Ne vem, bi tisto vzel, ne kupil. Ali pa rekel, dajte mi to, ne, ampak ne vem. Tako da, mislim, res po dobroti, se pravi, imena so prosili, da ne omenjam, zato ga ne bom omenjal, ampak dotične osebe, ki je pač ekskluzivna nosilka avtorskih pravic, ne, ker brez tega ne morete, ne, se je ta knjiga, bi rekel, polna, ne, se je beseda meso postala tudi tukaj. Še kakšno vprašanje? Če ne vas pa povabim, če jo želi, recite, ja, prosim. Evropske volitve, tako da tako. Ja, ne, si sem del na prihodnjih demokraciji, boste brali, Tanja Brkič me danes prosila, a ne, sem rekel pa čisto kratek komentar, če Evropa ne gre, torej Ursula von der Leyen in vsa ta zgodba mora iti. Oni so nosilci projekta, zelena tranzicija, LGBT migranti, ki Evropo spravimo na kolena. Oni se morajo postoriti. Mi potrebujemo normalno politiko. To je moja knjiga, Vojna za mir prejšnja, da natančno tam vse to popišem. Mi potrebujemo normalo. Mi potrebujemo politiko, kakšna je bila pred letom 2010. Mi potrebujemo vrnitev k koreninam. Mislim, da se bo nekaj podobnega zgodilo. Torej, tu pa volite SDS-a, ne? Mislim, res napravno. In zdaj ne moram razlagati preferenčne glasove, komu dajati, ampak mislim, tle gre pa za vse, ali pa za nič. In rečete, dobite 5 ljudi na volišče, volite SDS. To je edina alternativa. Jaz nisem član SDS-a, najverjetneje ocenjujete, da sem simpatizer, to bi težko zanikal, če stojim pred to zastavo, ne. Ampak tle gre za državo, tle gre za Slovenijo, tle gre za njene ljudi, tle gre za pokojnine, tle gre za blazno vse stvari. Zelo dober rezultat SDS-a na volitvah lahko pomeni hud udarc tej garnituri, iz katerega lahko eventualno tudi sledi kakšne predčasne volitve. To je zelo težko, ampak recimo. Zato moramo pa dati vse od sebe. Ja, gospa. Ste mogoče danes slišali izjavo Marjana Podobnika ob obletnici
Majniške deklaracije. Ja, na Radio Ognjišče sem nekaj ujel. Ja, dajte, me zanima vaš komentar. Torej, jaz bi Marjana Podobnika raje videl na mestu organizatorja kmečkih protestov. Jaz sem mu tudi rekel. Zdaj pa, sem to vsega ujel. Na Radio Ognjišče je bilo, kaj pa je rekel, da bom to komentiral? Ja, da bi potrebovali enotnost, kot je bila v osamosvojitvi, in da ta nasprotja v družbi, kot se odražajo zdaj, da to nikamor pač ne more peljati in da moramo pozabiti na vse, kar je bilo in pač stopiti skupaj in iti naprej, skratka, v tem smislu. Pa ja, s tem se strinjam, jaz sem Marjanu Podobniku rekel, da njega škoda zdaj, da nikjer ni, on ima ogromno neke delovne energije in on bi bil nujen za to, da motivira kmete. Ker zdaj so kmetije pač obrzdani z tiste kmetijske gozdarske zbornice, ki je pač ekspozitura režima in zato se nič ne dogaja. Mi rabimo, poleg Pavla Ruparja, rabimo ljudi v prostoru, da bodo ljudi organizirali. Marjan Podobnik ima te sposobnosti, sem to rekel, pa rekel, da pač doma ni soglasja, zdaj te ne morem teh stvari ti razlagati. Pač, ja, se strinjam, se morate vedeti, kdo narod deli. Ja, novi razred ga deli, Kučan ga deli, zato ker oni ne morejo, to je ta knjiga, oni ne morejo brez notranjega sovražnika vladati. Oni potrebujejo notranjega sovražnika, da delijo narod. Glejte, te so pa fašisti. Jaz sem dosti to slišal od svoje kolegice, ti si skrajni desničar, v francoščini. Zato je ta mehanizem. Ona je ponotranila ta mehanizem, kot sem slišal, čisto slučajno, pač brez veze od tega starejšega para, dva starejša para so se pogovarjala na Rožniku, sem slučajno poslušal, in se je začel, ena bila njihova kolegica, neki bolna, starejša, in pa ste formulacija, sej mi vsi vemo, kakšni zdravniki so, ampak kljub temu ta pa ni bil slab. Da bi šel kaj, pa rekel, prosite, zdaj sem padel z lune, kakšni pa zdravniki so v Sloveniji? Kakšni pa so? Pa bi rekla, odkot pa to veste? A sem rekla, to pa na Pop TV so rekli, kako pa vi to veste? Sem rekla, glavo so, Kot sem reči, to rabijo. Ta sistem ne more, to je ta knjiga, ta sistem ne more obstajati, da bi produciral notranjega sovražnika. Evo govori, notranji sovražnik, evo ga. Glejte, mikrofon v roko. Kar je meni se zdelo sporno, prvič, da enotnosti, zelo velike enotnosti leta ob osamosvojitvi ni bilo. To ne drži. Seveda je ni bilo, če so policisti na dan osamosvojitvene vojne štrajkali. Halo? To smo že pozabili. Pa zakaj so štrajkali? Je za gospoda Milana Kučana. Mislim, govorim o Kučanu kot o poveljniku vse celotne zgodbe. In kot o človeku, ki ga knjiga popisuje kot tistega, ki ima moč. Kdo je nastavil Goloba? Kdo je nastavil Pirc Musarevo? Evo. Vsi poznamo te vijuge, se pravi, Marta Kos je rekel, Kučan, ne boste imeli dveh, iz enega gibanja bomo dali drugega. Pol je bil tale Brglez, ki je bil pač njegov kandidat in zdaj pa je, kad sem slišal, se je Kučan v zadnjem trenutku premislil in proti Brglezu podprl Hana. To so moje informacije pač od ljudi, ki so blizu SD-ja. On vodil svojo igro. Recimo čisto slučajno je tak primer, ne morem imena, ampak ena žena od nekoga je izgubila službo na RTV-ju. Ona čisto neutralna. To je bilo 15 let nazaj. En mož čisto slučajno prije, to mi je povedal, čisto slučajno prije s Kučanom v stik, in prav, kako pa ta tvoja ime, ne moram povedati, On rekel, zdaj se kar nekaj pobira in to veš službe vrgel, pa rekel, kje? Na RTV-ju, rekel pa Kučan. On rekel, pa zakaj pa ni do mene prišla, bi jaz to vse v redu. Daj smo to rekel. In to je zelo, vi vsi poznate, tudi gospod poznate, ma ne morem govoriti, pač zaradi njih, ne zaradi mene, ne morem govoriti, nimam pooblastila, da to govorim, ampak to tako gre, Kdo je zdaj, kdo je spravil to oblast gor? Notro imate intervju, ki je dal za Al Jazeera, se pravi,
deliti narod. Kučan je specialist. Preberite noter, vse vam povzeto, kaj vse je Janša, to je bilo tik pred volitvami. To je človek, ki deli narod. In do takrat ni bilo. Bila je zadostna, za plebiscita, ne? Za plebiscit je bila zadostna energija, tudi zato, ker je bil v cerkvi Šuštar, danes v cerkvi ni več ljudi tega formata, ki je znal to diplomatsko in politično speljati na pravi način naprej. Ampak v politiki ni bilo pa nobene enotnosti 26.6.1991 leta. To je Bavčar povedal. Se je Bavčar rekel, Šetinc Paškovi, ki je rekla, vloga Kučana v samosveti, rekel Bavčar, koga? Kučana. Rekel, njegova vloga je bila nikakršna. On ni imel nobene vloge v teh procesih. Ni pa upal povedati, ni hotel, da je imel negativno vlogo v teh procesih, da je Zlobec že javil v Italijo, da je bil samosvetil paste. In to seveda so prestregali vse obveščevalne službe, in so točno vedeli, aha, takrat bo Slovenci štartali. Ampak bili smo pametnejši, tudi zaradi ene zadeve, seveda, ki se reče, mislim, da skladišče v Borovnici, tisto skladišče, to je tu nedaleč, smo bili pametnejši, Madonna. 3 dni so metali na finto une idiote iz GLA-ja, so klicali, veste to zgodbo, kako smo Slovenci prišli do ključnega orožja, sedaj so vojno obrnili, Skladišče orožja v Borovnici je bilo, ogromno, in tam je bila pač varnost, da so imeli pa vojakov, pa oficirja, in naši pridejo, une vojake pok, se pravi, povežejo, čez usta, odpeljajo, unga klubca oficirja, ki je bil šef, isto plokčok, odpeljajo in dajo enega našega, ki je pa znal srbsko, in so klicali vsake, par ur so klicali iz komande, kako je sada v skladištu orožja, da nima problema. Ne, nikakvih problema, druže komisar, nikakvih, vse v redu, čez 3 uri. Da li imajo što? Ne, sve, tog časa nema problema, da so s kamioni izvozili vse orožje, potem je bilo pa prazno skladišče, pa je pa rekel, da ima problema, vsak je pošel zadnji transport, nema više ništa odložila. Ker smo jih namudrili, in tako smo dobili orožje, da smo lahko vojno zmagali. Ampak če bi Kučan vedel, vprašanje kako bi bilo, da Slovenci to, da naši to delajo. Ali pa mogoče takrat so bili tudi oni, vedel, da se imamo v knjigi to, da Milošević ga ne bi šparil, oni so bili tudi so razmišljali, mater, če tle ostane v Jugoslaviji, pod malo so mu blazno lezali v rita, ampak hkrati pa videli, da je bo Milošević pospravil, tako da je vse pospravil, Notroma, da vse popisam, tudi oni so slabo spali takrat, tiste dni, Ampak njim, tako je Kučan rekel, pa se sam povedal, sem treba v tem ugibati. Je sam rekel, Slovenija nikoli ni bila moja intimna opcija. Se sam povedal. Sem treba zdaj sprašovati, kot je Jezus Kristus rekel, jaz sem Božji sin, ne treba sprašovati, a si ti res Božji sin? Ja, sem ti rekel, da sem. Evo, zdaj smo se pa kar razgovorili. Zdaj, res ste še, Ko ste rekli, da ne volimo za SDS, kaj pa Nova Slovenija kot zaveznica? Pa dobro, jaz sem tudi za Novo Slovenijo, mislim, jaz ne moram priporočati, da volite Novo Slovenijo, ker pač ne vem, kako to bo in mislim, na parlamentarnih volitvah, do zadnjih parlamentarnih volitvah bi vam rekel, pač volite Novo Slovenijo ali volite SDS. Zdaj bi rekel, volite SDS, če bi bil prišla, če bi bil Novo Slovenijo, bi rekel tudi. Zdaj pa ne moram reči tudi, ker te fante so se začeli malo čudno obnašati. Ampak ne gre za to, zdaj izgledam počito propagando, gre za usodo države. Gre za to, da ta država ne zdrži več teh ljudi, ki z njo upravljajo. Zato gre. In če bi bila neka usporedna sila, ki bi bila pač usporedna sila SDS-ov, bi rekel, volite SDS in to. Ne zaradi politične propagande, ampak zato, ker gre za usodo države. Prav, če ni več vprašanj, vas lepo povabim, tisti, ki želite knjigo, lahko dobite tukaj. Hvala lepa. Lahko gremo kar v vrsto.